Berilo iz knjige Razodetja. Jaz, Janez, sem slišal glas iz nebes, ki je spet govoril z menoj in rekel: Pojdi, vzemi odprto knjižico iz roke angela, ki stoji na morju in na zemlji. In šel sem k angelu ter mu rekel, naj mi da knjižico, pa mi pravi: vzemi jo ter pojej, in napravila ti bo v trebuhu grenkobo, a v tvojih ustih bo sladka ko med. In vzel sem knjižico iz angelove roke ter jo pojedel, in v mojih ustih je bila sladka ko med, a ko sem jo pojedel, mi je v trebuhu zagrenelo. In rečeta mi: zopet moraš prerokovati o ljudstvih in narodih in jezikih in mnogih kraljih. Božja beseda. Bogu hvala. Ljubim Božjo postavo, ljubim Božjo postavo. Življenja po tvojih odredbah se veselim kot največjega bogastva. Tvoje odredbe so moje veselje in tvoji zakoni so moji svetovalci. Ljubim Božjo postavo. Rajši imam tvojo postavo, kakor tisoče zlata in srebra, kako sladki so mi tvoji izreki, bolj ko med mojim ustom. Ljubim Božjo postavo. Tvoje odredbe so moja dediščina na veke, ker so veselje mojega srca. Usta odpiram in vdihavam, ko hrepenim po tvojih ukazih. Ljubim Božjo postavo. Aleluja, aleluja, aleluja. Živa in učinkovita je Božja beseda, razsoja misli in namene srca. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je Jezus stopil v tempelj in začel izganjati tiste, ki so prodajali, in jim je govoril: pisano je, moja hiša je hiša molitve, vi pa ste iz nje napravili razbojniško jamo. In učil je vsak dan v templju. Veliki duhovniki in pismouki in ljudski prvaki so ga skušali umoriti, pa niso mogli najti, kaj bi storili. Zakaj vse ljudstvo se ga je oklepalo in ga poslušalo. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Nadaljujemo torej z branjem knjige Razodetja in z branjem Lukovega evangelija. Počasi se bližamo prazniku Jezusa Kristusa, kralja vesoljstva, ki je na nek način prelomnica, ki naj bi nas odpiral, spominjal, usmerjal naš pogled v prihodnost. Hkrati je to tudi zadnja nedelja v liturgičnem letu, s prvo adventno nedeljo se vse začne ponovno. In tudi berila nas počasi peljajo nekako v to smer, da bi usmerile naše misli, naš pogled, naše razmišljanje, morda tudi naše odločanje, da bi ga na nek način usmerilo v te stvari, ki so večne, v stvari, ki večno ostanejo, da bi dvignili naš pogled od tega, kar nas skrbi, kar nas zaposluje tukaj in zdaj, ampak je minljivo. Slišali smo torej, kako Jezus v evangelskem odlomku stopi v tempelj in začne izganjati tiste, ki so prodajali, in ker želi iz templja zopet narediti kraj, kjer prebiva
Bog. Velikokrat je tudi v naših življenjih tako, da popustimo tej logiki, v kateri živimo v tem vsakdanjem svetu, ki je zelo velikokrat logika daj dam, kupovanja in prodajanja, izmenjevanja uslug, kjer veliko stvari pravzaprav dobi svoj tok na klik, vedno več smo navajeni delati z računalnika, če torej naredim klik, se bo zgodilo to in to. In tukaj ni spremembe, in tukaj ni možnosti za nobeno svobodo, in kadarkoli se odločim in naredim klik, mora biti zdaj in takoj. Neka tehnološki pogled na svet, katerega pa nas vedno znova želi svetopismo obvarovati, zato ker nam ni v veselje, nam ni v srečo, nam ni v izpolnitev. Tisto, kar nas v sreči in izpolni, je odnos. Odnos z živimi biti, odnos z neko drugo osebo. V tem, zato smo ljudje ustvarjeni, k temu smo poklicani. Ampak v tem odnosu je pa tisto, kar je bistveno, svoboda. Se pravi, da drugega ne kupim, tudi ne kupujem njegove usluge, ampak gre za svoboden odnos. Odnos, v katerem edinem lahko tudi uspeva ljubezen. Ljubezen nujno potrebuje svobodo. In tudi v odnosu z Bogom tudi ta odnos se lahko prikrade logika kupovanja in prodajanja. Jaz molim in Bog uslišuje. Jaz naredim to žrtev, jaz naredim ta post, jaz se temu odpovem in Bog mi za to avtomatsko, samoumevno mora dati to, za kar prosim. Da bi se tega odnosa osvobodili, da bi očistili svoj pogled, ko gre za naše razumevanje Boga, da bi lahko spet prepoznali v Bogu in v bližnjem osebo z dostojanstvom, predvsem pa s svobodo, in da bi lahko v Bogu prepoznali nekoga, ki nam ne želi prodati ničesar, ampak ki nam v ljubezni daje vse, kar potrebujemo, na koncu koncev nam daje samega sebe. Da bi v tem nekako našli svoj smisel, da bi v tem našli svojo srečo, da bi v tem našli svojo polnost. In kakorkoli je Božja beseda, ko jo poslušamo, prijetna, kot smo slišali tudi kot smo odpevali tudi v psalmu, je nekaj, kar je dobro ljubiti in kar se nas velikokrat dotakne, nas razneži, nas odpre, nam je v veselje. Po drugi strani pa Božja beseda od nas vedno znova tudi pričakuje, da se bomo spreobrnili, da se bomo spremenili. Kar je pa tisto, kar je velikokrat težko, kar lahko primerjamo tudi z grenkobo, o kateri govori prvo berilo iz knjige Razodetja, Janezu, ki opisuje ta razodetja, ki opisuje ta videnja, se je zgodilo, da mu je bilo ukazano, naj vzame knjižico iz roke angela in naj jo poje. In ta knjižica bo v njegovih ustih sladka kot med, v trebuhu pa bo napravila grenkobo. Lahko jo primerjamo s to našo izkušnjo branja Božje besede, ki nam je, kot rečeno, velikokrat v spodbudo, v pomin, v veselje, ko lahko gledamo, kaj vse Bog dela za nas. In se ob tem počutimo dobro in se ob tem na nek način čutimo pripravljene v resnici nekaj narediti. Ampak hkrati moramo biti pripravljeni tudi na grenkobo, ki pride ob tem, ko skušamo svoje drže, svoje poglede, svoje odločitve, svoje razmišljanje spreminjati. To je pa trdo delo in je velikokrat tudi grenko. Ampak se splača, ker edino na ta način v resnici lahko lahko naredimo en korak naprej. Lahko rastemo, se lahko spreminjamo. Ne glede na to, da je spreminjanje težko, da je kdaj tudi trdo, da nas potegne, da nas vedno znova izziva, da stopimo ven iz cone udobja, tam, kjer je prijetno, tam, kjer smo navajeni in poznamo. Da bi lahko slišali
to Božjo besedo ne kot grožnjo, ampak kot vabilo, kot spodbudo, da bi izkoristili čas, ki nam je dan, zato, da delamo dobro, predvsem pa zato, da vedno znova gledamo v Boga in postajamo njemu podobni.